Ja, najlepša hvala, hvala za pohvalo. Zelo veliko mi pomeni. Vsaka pozornost, ki so knjige deležne, je dragocena, seveda tudi naše delo. Pri nagradah je vedno tako, ne, da je to nek spoj različnih naključij. Ne vem, nekdo je to knjigo napisal, nekdo je uvrstil v program založbe, nekdo je poklical mene, če bi jo prevedla. Tako da seveda, ne, veliko je nekih neznank, ampak prav ta nagrada, se pravi nominacija zanjo, mi zelo veliko pomeni, ker sem zelo, zelo dobro poznala Vasjo Cerarja, bil je drag prijatelj moj, tudi urednik, svetovalec, spodbujevalec, zelo ga pogrešamo. Ne, tega pa res sploh nisem, saj tudi danes, že večkrat je bilo povedano, kako velik je nabor, ne vem, mislim, da je komisija pregledala okrog 180 naslovov, se pravi, v zadnjih 2 letih je šlo za to starostno skupino toliko knjig in ja, sem brez nobenih pričakovanj, tudi ko sem knjigo prevajala, sploh niti pomislila nisem na to. Jih je bilo pa res kar veliko, teh tako imenovanih orehov, zaradi tega, ker je ta knjiga, čeprav je namenjena mladim bralcem, napisana zelo na nek način zahtevno in terja, se mi zdi, tudi kar izkušenega bralca, ker se avtor zelo, zelo vešče, virtuozno poigrava s svojim orodjem, to je jezik. In dejansko čuti se tudi ta njegova razpetost med prozno pripovedovanje in med poezijo, ker je tudi pesnik, tudi reper in je strašno na trenutke hudomušen, igriv, domiselen, polnobesednih iger, jezikovnih ugank postavlja v knjigo. Zelo, zelo zahtevno delo. Knjigo tako ali tako tokrat prebereš, recimo jaz bi rekla, da na primer ta pot, ki gre od prvega branja do zadnjega pri meni traja, ker zelo, zelo veliko popravljam, to mi je v bistvu najlepši del, ko grem prvič kos, kot se reče, pridirkam, kot prevajalka, samo da imam neko jezikovno gmoto, ki jo pa potem neskončnokrat popravljam. Potem gre knjiga še do urednika, do lektorja, lektorice, nazadnje preberemo še korekture, tako da po mojem sem jo 7-krat ali 8-krat prebrala. No, z veseljem je pa potem neka posebna slast, ko pa le knjiga pride, taka kot je. Treba se zavedati, tudi svojih omejitev, človek je pripadnik nekega dialekta svojega, gotovo ni moj naravni izraz jezik 13-14-letnikov, zato se seveda velikokrat dejansko posvetujem, vprašam, pa nekako prevajalci smo tako jezikovno, bi rekla, budni ves čas, loviš, slišiš zanimive stvari, kjerkoli, v kakršnikoli situaciji, kako se izražajo, ne vem, zdaj na družbenih medijih. Pa seveda najbolj fino je vprašati, recimo tukaj, to sem že omenjala, nekaj teh skejterskih izrazov, ker je en del, eno poglavje se precej vrti okrog tega in iskala informatorja, recimo iz te scene, da so jim razložili, potrdili, a vendarle, gre za neke obče človeške teme, motive od, ne vem, ustrahovanja v šoli, tekmovalnosti, smrti bližnje ljubljene osebe, spopadanja z revščino, z žalovanjem in seveda knjigi tihne to neko univerzalnost in sporočilnost in nenadadne zato potem sledijo neka priznanja.